Samar je nova skupina domačega glasbenega prizorišča. Grega, zdrava. Zdravo, lepo zdrav. Temelj zasedbe si ti? Ja, jaz sem v bistvu glavni avtor, naredil sem tudi vse aranžmaje, potem sem pa okrog sebe zbral svoje dobre prijatelje, ki se poznamo že dlje časa. V bistvu vsi so tudi dobri glasbeniki in zdaj v bistvu vse skupaj postavili tako, da smo vse skupaj spravili na oder in bi radi čim več igrali, seveda. Ne? Ob sebi imaš torej prekaljene glasbenike, čeprav pa si sam multiinstrumentalist, pevec, avtor. Ja, tako je, ja. Jaz imam nek svoj domači studio, kjer sem v bistvu v mnogih letih, ker sem jih delal sem sicer ogromno tudi za druge, posnel vmes tudi te svoje avtorske stvari, nabral se skoraj za nekih 8 plošč materijala. In skozi sem čakal pravi moment, kdaj bo tudi čas za to stvar in zdaj mislim, da je, ne. Zdaj smo zbrali to ekipo, zdaj pa je treba to vse skupaj čim več igrati v živo in se fajn imeti. To je bistvo vsega tega. Grega, še mogoče na tem mestu predstaviš, kdo so vse člani zasedbe? Ja, zraven mene igra drugo kitaro še Matjaž Marin, bobne igra Janez Pruk, na bas kitaro pa tokrat igra Matic Ajdič, ki pa drugače sicer znan kot kitarist skupine San Diego, tako da je kle malo v drugačni vlogi, ampak moram reči, da se je odlično odrezal v tej vlogi. Rock pa je tisto, ki ga preigravate. Ja, v bistvu vsa glasba je tako zelo kitarsko obarvana. Igramo tudi sicer na koncertih naših tudi kakšne coverje, ampak vsi so v bistvu nekje v blues rocku doma, no, ne vem, rock, blues rock, tam nekje se gibljamo. Prva pesem, ki nam jo predstavljate, pa je naslovljena Kam gre ta svet? Ja, tako je. V tem času se mi zdi, da vse tako nekam drvi, nekam noro, v neko čudno smer. Se mi zdi, da se ljudje zelo malkrat ustavimo in vprašamo, kaj je sploh namen vsega skupaj, smisel, zakaj smo sploh tukaj, ne vzamemo se niti časa zase. V bistvu to kot neko vprašanje, opozorilo, zakaj sploh vse skupaj to drvi. A smo sploh še zmožni stopiti dol z tega drvečega vlaka, na katerem se peljamo. To je v bistvu neko vprašanje, ki je zastavljeno v komadu, no. Tako bi rekel. Ja, imam občutek, da vlak drvi, ampak da več ni vmes postaj. Mislim, so postaje, ampak si ljudje ne vzamejo več čas, da bi se stopili dol. No. Jaz mislim, da je to glavni problem, da je tempo življenja in vse skupaj rad tako nemogoč, da zelo malkrat, ne vem, izklopimo vse mobilne naprave, televizijo, gremo nekam v naravo, si vzamemo čas zase za prijatelje, brez da bi pogledali na karkoli, na kakšen telefon vmes med tem, ko smo z nekom. Vse je rad res tako, kot bi rekel, no, vse nekam drvi. Ima pa pesem tudi dodano dinamično video podobo, v kateri pa tudi marsikaj drvi. Ja, res je, ja. Spot smo sicer posneli v nekem studiu, potem je to kasneje dobilo neko svojo obliko, ker je večina kadrov posnetih bilo na green screen, ker bi drugače težko neke te efekte sploh dosegali. Moram reči, da smo se zelo zabavali pri snemanju spota, no, in jaz mislim, da je kar dobro izpadlo vse skupaj na koncu. Grega, ali pesem napoveduje tudi daljši izdelek? Ja, vsekakor, se pravim, da materijala se je nabralo ogromno. Jaz imam že zdaj pripravljenih skoraj za nekih 8 plošč glasbe, tako da to je samo prvi izmed mnogih, ki bojo šle ven. No. Bova pa sedaj vašo ta prvo pesem tudi poslala našim poslušalcem, zato kam gre ta svet? Jaz upam, da v boljše čase.